Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Pravzaprav ne vem, kje bi začel ob današnjih aktualnih dogodkih. Jutranja stavka v Gorenju, referendum o proračunu za 2013-2014, nepotrditev gospoda Franca Kanglerja za državnega svetnika in predvsem napovedana vsesplošna ljudska vstaja za 21. december. To je samo nekaj iztočnic za nocojšnji pogovor v Vročem stolu, kjer gostimo eminentne goste, gospoda Franca Žnidaršiča, predsednika Demokratske stranke Dela, gospoda Uroša Lubeja, urednika novomeškega spletnega čuvarja, mislim, da časopisa. Zdaj, gospod Uroš Lube je eden od tistih, ki se pravzaprav prvi stopil iz anonimnosti, tistih, ki demonstrirajo. Potem na naši desni gospod Matjaž Hanžek, predsednik stranke TRS, in pa gospod Rajko Pirnat z Pravne fakultete, pravnik. Zdaj, mogoče bi najprej začeli pri današnji nepotrditvi mandata gospoda Franca Kanglerja. Zdaj, glede na to, da se napoveduje ustavna presoja te odločitve državnega sveta, bi gospod Pirnat vprašal, ali so državni svetniki, ki so danes potrjevali mandate, pravzaprav presegli pooblastila, ko so ločili glasovanje o celotni listi državnih svetnikov in pa glasovanje o gospodu Kanglerju. No, zakon dopušča, da se sporni mandat, torej o spornem mandatu glasuje posebej. Tu jaz mislim, da če je mandat bil sporen, in jaz ne poznam vseh okoliščin, na podlagi katerih je državni svet ocenil, da je mandat sporen, potem so bili upravičeni, da o mandatu Franca Kanglerja glasujejo ločeno. Zdaj, kakšni razlogi so vodili državne svetnike, da mandata niso potrdili, ne vem. Gotovo pa je treba tukaj reči, da se upravičeno vzbujajo določeni dvomi v pravilnost izvedbe teh volitev. Kako je namreč sicer mogoče, da je prišlo do takega očitnega in hudega razkoraka med voljo ljudi, ki so končno le zadnji volivci? Vedeti morate, da se državni svet voli posredno. Najprej že tak elektorje voli občinski svet, potem pa še elektorji posredno volijo državnega svetnika. Vendar na koncu vsa legitimnost ne bi izvirala iz ljudi. In kako je mogoče, da je ta veriga legitimnosti v teh volitvah bila tako grdo pretrgana, to je res nekaj neverjetnega. Torej, jaz skoraj ne morem verjeti, da tu ni prišlo do kršitve volilne pravice, do lobiranj, manipuliranj, in zato seveda je dvom upravičen. Zdaj, to, ali so pa kakšni dokazi za to in kako je pravzaprav do tega prišlo, mi vemo, to je bilo javno povedano, da so demonstracije potekale na dan, ko se je volilno telo, torej ti tako imenovani elektorji, sestalo. Gotovo bo to moralo odgovoriti tudi sodišče. Mislim pa, da bo moralo sodišče upoštevati tudi to, da ne more pravo, pa ne ima še tako formalna pravila o kandidiranju, o volitvah in o potrjevanju mandatov, pripeljati do rezultata, ki je tako očitno nelegitimen. Kajti to je prav tisto, zaradi česar ljudje izgubljajo zaupanje v pravo. In da si je pravica slepa, pa ne more biti še gluha zraven, tako kot so bili očitno elektorji, ko so takrat glasovali. Zdaj, gospod Kangler je rekel, da je govoril danes, da je bil priča lustraciji, ki so jo organizirali levičarji v državnem svetu. Gospod Hanžek, kaj pravite na te njegove izjave? Ja, no, to običajno od samozvanih ali pa resničnih desničarjev vedno pričakujem, da so levičarji krivi. Ne vem, a bo potem vse ljudi, ki so demonstrirali v Mariboru proti njegovi izvolitvi za svetnika oziroma za njegov odstop. Vemo, da ima kar vrsto kazenskih ovadb in tako naprej, tako da se bi jaz tukaj z mojim predhodnikom strinjal, da pravo pač mora tudi
pravičnost upoštevati. Zdaj, jasno je, da mora biti nekdo drug kriv, da ne more biti krivi recimo njegovi vsaj dvomljivi posli, s katerimi se policija ukvarja, in že to bi bilo dovolj, da ga sploh ne bi izvolili za elektorja, če istočasno odstopa kot župan, pa v županski funkciji bo pa v državnem svetu predstavljal župane. Tako da če se imam jaz za levičarja, bi mogoče bila to zame še ena velika čast. Dobro. Gospod Žnidaršič, kaj pa vi pravite na to odločitev državnega sveta? Današnjo, v bistvu, ki pač na vsak način je dolgo časa bili v državnem zboru in težko je soditi odločitev državnega sveta, glede na to, da so bile odločitve tajne, da je bilo glasovanje tajno. In tukaj je ta očitek, kdo ne bi bil kriv, zaradi tega izjemno na trhlih nogah. Moram reči naslednje, da so pravzaprav gospoda Kanglerja izvolili tisti, ki so ga potem množično zapuščali, ko je prišlo do demonstracij v Mariboru, in da so mu naredili s tem medvedjo uslugo. Če bi takrat prisluhnili, bi lahko rekel, razpoloženju ljudi, bi bili pri izvolitvi svetnika za tisto okolje previdnejši in bi danes tega zapleta sploh ne bilo. Ali je to zakonito in pravno formalno v redu bilo danes napravljeno, pa ne morem soditi, ker ne poznam vseh okoliščin. Gospod Lube, kaj pa vi pravite? V bistvu, vi ste bili v Mariboru na demonstracijah tudi, ali rekli, mislim, kolikor vem, ste na večjih demonstracijah? Jaz nisem bil v Mariboru na demonstracijah. Mislim, da je to stvar Mariborčanov, da pač izrazijo svojo voljo glede župana. Mogoče glede tega, kaj se bo zgodilo v državnem svetu, jaz se bojim, da sodišče nima druge možnosti, kot da razvelja to odločitev svetnikov. Ne predstavljam si, da bi lahko bilo v tem postopku izvolitve Kanglerja karkoli narobe. Morda, nisem pravnik, ampak mislim, da bi tukaj moralo, državni svet bi moral potrditi Kanglerjev mandat. Je pa mogoče konstruktivno, če probamo rešiti zdaj legitimnost državnega sveta, je po mojem edini način ta, da praktično cel državni svet po mojem odstopi in potem bomo imeli nov postopek izvolitve državnih svetnikov in drugič ne verjamem, da bi Kangler lahko spet prišel v državni svet. To je po mojem edini način, da državni svet dobi legitimnost, ker s Kanglerjem je ne bo imel, po mojem. Jaz bi seveda povabil k sodelovanju gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi in sicer pokličejo na 090 3221 in glasujejo o tem, ali se strinjajo z ocenami, da so demonstracije, ki se dogajajo pravzaprav že skoraj mesec dni pri nas organizirane strani levice, kar je bilo več očitkov v javnosti. Je pa seveda možno, da gledalke in gledalci pokličejo tudi v studio in postavijo vprašanje našim gostom. Ampak zdaj, gospod Pirnat, če vas vprašam, zdi se, kot da je kaos v državi, v bistvu popoln, v bistvu. Danes je bil vložen tudi referendum, oziroma podpisi so bili vloženi na proračun, ki je bil sprejet za 2013-2014, to so ga sindikati dali. Zahtevajo se odstopi celotne politične garniture. Zdaj, ne vem, mislim, občutek je, kot da je pravzaprav konec neke pravne države, v bistvu, oziroma nekega sistema pravnega. No, vendarle kaos ne bi to imenoval. Zdaj, poglejte, referendum jaz sicer se ne strinjam z ustavno ureditvijo referenduma, ker se mi zdi, da je preširoka, vendar uporabljati pravico, ki jo zagotavlja ustava, ne moramo imenovati kaos. Tudi uporabljena je bila na pravno urejen način, tako kot to zahteva zakon o referendumu o ljudski iniciativi. Tako da mislim, da mogoče ste se napačno izrazili, ali pa razpad sistema v bistvu temu. Tudi to ne bi mogel reči. Poglejte, zdaj državni zbor ima seveda možnost vložiti zahtevo za presojo, ali je
referendumsko vprašanje Ja, to bo ustavno skladno. prav tako na ustavnem sodišču, ne, izgleda. Jaz osebno mislim, da imajo tudi celo nekaj dobrih argumentov za to, da bi odločitev uveljavitve ali neuveljavitev tega zakona pripeljala lahko do neustavnih posledic. In tako moramo vendarle verjeti, da bodo ti mehanizmi, ki jih imamo za reševanje teh nasprotij, delovali. Tako da ne, torej samo vlaganje referendumov kljub vsemu jaz ne bi imenoval kaos. Daleč od tega. Stvar je urejena in pač bodo... Jaz upam seveda, da bo ustavno sodišče uspelo dovolj hitro odločati. Tu je določen problem, ker je časa na razpolago res zelo malo. Ampak morate vedeti, da tudi za primer, da ni sprejet proračun, obstoji rešitev. Podvanestina, mislim. Tako imenovano začasno financiranje, ki ga predvideva ustava. Je nekaj problemov z drugim, recimo največji problem pravzaprav bo financiranje RTV-ja, ker tam se bojim, da ni rezervne variante. To pa samo zato, ker je stvar neumno urejena, tako da je prispevek urejen v zakonu o izvrševanju proračuna, ne pa v zakonu, ki ureja RTV, ampak dobro, to tako je. Ampak da, samo zaradi tega jaz ne bi imenoval kaos situacije. Dobro, ampak zdaj, če gremo bolj na konkretne zadeve, gospod Hanžek, zdaj nekateri vaši člani so podpisali v bistvu eno peticijo oziroma nek poziv pred ljudsko vstajo 21. decembra, da naj se pač izvoli nek svet modrih, ki naj bi prevzel oblast v državi. No, moram reči, da to niso več naši člani. Zelo na trdo smo se razšli z njimi, ravno zaradi tega, ker stranka TRS ne zagovarja tega, kar so napisali. Nasprotno, celo mislimo, da je ne samo infantilno, ampak škodljivo vsem gibanjem, ki se zdaj dogajajo, neetično, ker so podpisali nekatere ljudi, ki jih niso niti vprašali, tako da se mi ostro ogrevujemo stranka TRS od tega. To se pravi, gospa Vesna Vilar pa gospod Robert Vilar, ki naj bi bila v bistvu avtorja tega članka, nista več vaša člana? Ne, ravno zaradi tega, ali pa eno uro preden sta to dala ven, sta iz stranke izstopila in imeli smo 3 dni hude konflikte zaradi tega, ker se to se zdaj spravlja na našo stranko, take new age-ovske ali pa dobesedno škodljive, nacionalistične izlive stranka TRS ne podpira in se ostro ogrejujem in seveda tudi upravičujem vsem tistim, čeprav stranka TRS nič ni kriva, ki sta jih navedla kot možne člane tega sveta modrih, ali kako se reče. To se pravi, ja, gospa Spomenka Hribar, France Bučar, Manca Košir oziroma... Za vse ne vem, a so vprašali, ampak za nekatere zelo dobro vem, da jih niso vprašali, ker so tudi pri nas v stranki TRS protestirali, ker so mislili, da smo mi naredili, zdaj smo s tistimi uredili, tako da tako neetično delovanje nekaterih bivših članov TRS-a odločno obsojamo. Ampak kako pa vi potem vidite, v bistvu, kakšni so cilji te vstaje, vse slovenske vstaje 21. decembra, recimo? Tisto vidim mnogo bolj urejeno, čeprav na videz izgleda zelo kaotično, ampak vse kaotične stvari se pač, če je volja in ne dvomim, da je, počasi uredijo, niso kaotične, mnogo je idej, tako kadar je pač prazen prostor, ki ga je pač razpustila politična vrhuška, ki ne ve, kaj početi. Imajo ljudje zelo različne ideje in tukaj jaz mislim, da je zdaj počasi čas, da se te ideje začnejo združevati v eno skupno, nekoliko bolj formirano in artikulirano moč, ki bo seveda vztrajala pri tistih točkah, ki bolj ali manj pri vseh vidimo. Odstop vlade, razpis novih volitev, upanju, da bojo volivci gledali na novih volitvah, kdo kakšne
programe ponuje, kdo stoji za temi programi, da ne bojo enačili vse politike, vsi so isti, ker tukaj moram spet protestirati, nismo vsi isti in bojo odločili ne o tem, kdo je več ukradel ali pa manj ukradel, kot so se na prejšnjih volitvah, ampak v programih. Mislim, da imamo klic v studio. Dobro večer. Seveda, kot sem že rekel, lahko gledalci tudi kličejo v studio in postavijo vprašanje našim gostom, če imamo kakšen klic, če ne bi pa nadaljeval. Gospod Žnidaršič, v bistvu, če se vrnemo na gospoda Kanglerja, on je rekel, da ga je danes sesula levica in da pravzaprav, da je levica organizirala te demonstracije v Mariboru proti njemu in da je pač žrtev zarote v bistvu. Torej, moram reči, da je leva stran pravzaprav tako zrahljana, da je nesposobna mobilizirati narod v takem obsegu, kot si je zgodil. To je moje gledanje na trenutno stanje leve opcije in zaradi tega je to natolcevanje. Ve se, kdo vlada tej državi in seveda in kako vlada. Ta oblast vlada tako, da potaplja državo. Edini ukrep, ki naj bi izvlekel družbo iz revščine, je neskončno varčevanje, brez obljubljenih delovnih mest, brez sankcioniranja nepravilnosti, recimo brez zaplembe premoženja tistim, ki so ga pokradli ali nezakonito polastninili, brez sankcij proti onim, ki niso plačevali davkov, prispevkov za socialno varnost in tako dalje. In ljudje so zagotovo ne samo z leve tisti, ki so prizadeti, ampak so ljudje kot celota doživeli veliko krivico, zlasti z zakonom o uravnoteženju javnih financ. In mene pravzaprav popolnoma nič ne čudi, da so šli na cesto, kajti vsa opozorila, da varčevanje ne more biti edini izhod iz krize, so naletela na gluha ušesa vlade. In če vlada noče slišati stroke in priporočil in obravnavati in respektirati peticij in če ne zna v socialnem dialogu prisluhniti prizadetim, potem je to, da se upre z protesti, pravzaprav edina pot. In sam sem prepričan, da je protest ljudstva pravzaprav izhod v sili, v trenutku, ko druge možnosti niso rodile rezultata in so upravičene v tem smislu, da je nemogoče pristati na neprestano zastraševanje in obljubljanje grškega scenarija in tako dalje in tako dalje. Skratka, ni mogoče sprejeti pod mene, da so levičarji organizirali proteste. Protesti so po mnenju Demokratične stranke dela rezultat revščine in brezupa ljudi, državljank in državljanov, ki ne vidijo prihodnosti, živijo v kruti sedanjosti in jim ta oblast ne ponuja rešitev, ki bi lahko pomenile neko upanje na koncu nekega varčevanja, ki pa seveda krizo samo poglablja. Zdaj, gospod Lubej, kakšne so pravzaprav alternative, oziroma kakšne so zahteve na teh demonstracijah? Vi ste v bistvu neke zahteve že izrazili tako na demonstracijah, kot tudi v medijih. Kakšne so pravzaprav zahteve demonstracije oziroma kakšne so alternative, ki se ponujajo tej oblasti, proti kateri se demonstrira? Mogoče samo en stavek glede naše tele debate, ki smo jo zdaj imeli. Mislim, Kanglerja je sesula levica, in tudi ga je sesula tudi desnica, po mojem mnenju. Ampak ne tista, ki pač je etablirana, pač ki je na položajih v parlamentu ali pa občinskem svetu, ampak pač tista, ki je med ljudmi. Se pravi, tudi ljudje imajo svoja politična prepričanja, leva in desna, in pač tako da v tem smislu to drži, kar govori Kangler, da ga je sesula pač neka levica, ampak tudi neka desnica. Zdaj, glede alternative, zdaj, mislim, mi kot enega glavnih problemov
pač trenutnega položaja v Sloveniji vidimo to, da pač imamo vendarle nek politični razred v Sloveniji, ki je svojo globoko pač upravičenost in legitimnost dobil pač v procesu osamosvajanja. Takrat smo pravzaprav ta politični razred legitimirali in je pač zavzel oblast. Mislim, da nekaj let nazaj je pa to zaupanje začelo drastično padati. Ne? In zdaj smo imeli zdaj imamo drugo vlado, ki praktično... To se pravi, gre za neko nezaupnico celotne politični garnituri, ki je vladala v zadnjih 20 let. Ja, jaz mislim, da se to pravzaprav dogaja, no, zdaj v Sloveniji. Ne? Jaz mislim, če dovolite, sam mislim, da imamo režija, imamo klic v studio. Dobro večer. Dobro večer. Ja, dobro večer, izvolite, če imate kakšno vprašanje za naše goste oziroma... Ja, imam izvolite. Samo izrazno kličem. Izvolite. Veste kaj, gospoda Žnidaršiča bi nekaj vprašal? Izvolite. Ne v obran tej vladi, ki je zdaj na oblasti, pa ki pač izvaja te ukrepe, kakršne izvaja, ampak me zanima, ali se tudi on počuti kaj krivega za to situacijo, v kateri je država obstala. Ne morem namreč kupovati tega, da nam kar naprej prodaja ena opcija, da je kriva druga. To so stvari, teh stvari so se ljudje najedli in naveličali. In mislim, da so se najedli in levih in desnih govoranci in nekih obljub in sanjanja ljudi, ki so zgubili popolnoma stik z svetom. Gospod Žnidaršič, se vi zavedate, da je država na psu in da ste tudi vi bili na oblasti, ne vem, kako dolgo ste bili v parlamentu in kaj ste takrat počeli. Nič, mislim, da sploh niste verodostojni, da bi debatirali o teh stvareh. Dobro. Hvala lepa. Izvolite, gospod Žnidaršič. Lepa hvala. No. Na vsak način bi rad povedal, da se čutim odgovornega in to v tistem delu, ko sem bil morda premalo odločen zoperstaviti se določenim odločitvam, s katerimi se nisem strinjal, tako v prejšnji Pahorjevi vladi, kakor tudi v prejšnji Janševi vladi v času 2004-2008. Tako da seveda del krivde nosimo vsi, ki smo bili zraven, moram pa povedati, da sem v obeh koalicijah glasoval proti tistim odločitvam, za katere sem sodil, da niso dobre. Hkrati pa moram povedati, da sem vendarle bil določena opozicija 4 leta v Janševi vladi, kar je tudi sam predsednik Janša v svojem intervjuju poudaril, ker se ni uresničevala koalicijska pogodba in prav tako sem nasprotoval določenim odločitvam Boruta Pahorja v prejšnji vladi, ki tudi ni spoštoval koalicijskega sporazuma in ni uresničeval dogovora, zaradi česar so šle stvari narobe v obeh mandatih. Kako pa komentirate dejstvo, da je v bistvu Borut Pahor zmagal na teh predsedniških volitvah in to v bistvu 70% glasov? Vi ste podpirali Danila Turka, ne? V bistvu, ne? Torej, prepričan sem, da je Borut Pahor uspaval ljudi z svojim populističnim načinom kampanje in bil seveda dopadljiv. Ljudje pa so temu nasedli in pozabili, da so pravzaprav 20 let delali zanj, medtem ko je on pretežno skrbel zase in tudi to pot storil vse, da bi zmagal, ne glede na to, kdo ga podpira. In moram reči, da bi svojega rablja sam nikoli ne prosil, da me pomaga spraviti na nek položaj, ne, kar se je zdaj v tem primeru zgodilo. V kakšnem smislu mislite? Ja, s podporo tistih je uspel na teh volitvah, ki so ga zrušili kot predsednika vlade, kar je seveda paradoks, ne? In če vemo, da je pravzaprav največ SDS prispevala glasov, potem je zame to slaba varianta in tukaj mirno spim glede svojega prepričanja, da si kaj mnogo obetati ne moremo in da ne bo mogoče z raznimi upanji in vizijami in lepimi besedami nahraniti lačnih, pač pa bo treba resno vprašati to vlado, ali misli storiti kaj resnega za ljudi in ali bo samo še naprej ščitila tiste, ki so krivi, da smo v krizo prišli. Gospod Lube, kako pa vi razlagate v bistvu dejstvo, ne? Mislim, v času teh protestov, ne, ko je potekala ta predsedniška tekma, ne, vi se zavzemate za neko novo garnituro, v resnici so pa ljudje izvolili v bistvu človeka, ki je pravzaprav že 20 let na politični sceni in to z
kar v bistvu prepričljivo večino, če gledamo nasproti tekmecu. Ne? Kako si to razlagati? Ja, ampak je potrebno pogledati celoten rezultat. Med drugim pač smo imeli prvič izvoljenega predsednika, ki je dobil manj kot 500 000 glasov, če se ne motim. Se pravi, udeležba je bila 40%, in to v prvem in v drugem krogu, približno enaka udeležba. Pa so bili v prvem krogu praktično zastopane vse te glavne tri sile, recimo tako pač pogojno rečeno, SDS, SD in Pozitivna Slovenija. In vsi trije skupaj so na volitve pripeljali 40% volitev. Jaz mislim, da, hvala lepa, jaz bi prosil režijo, če imamo klic, da lahko seveda povabimo gledalke in gledalce, da postavijo vprašanja. Dobro večer. Ja, dober večer. Izvolite. Iz Maribora kličem in se naprej že opravičujem, ker ne gledamo daje od začetka, ampak vidim tam dva gosta, za oba imam vprašanje, to je za dr. Pirnata, pa mislim, da je tam gospod Hanžek še zraven. Ja, kar izvolite. Če dobro vidim, če ste odgovorili že na začetku daje, ne izgubljamo časa, pa če nakratko ponovite, mene današnja odločitev svetnikov, državnih svetnikov, pravzaprav bega. Rekla sem, da sem z Maribora in so mi bili proti temu, da bi bil Kangler izvoljen za svetnika, ampak današnja odločitev se mi z pravnega vidika pa zdi nevarna. Namreč predpisi nas v bistvu varujejo, da smo do neke mere vsi enaki. Zdaj pa ne glede na te predpise, bo pa nekdo presojal, a ima nekdo modre oči, a ima všeč ali ne, ali je grešnik ali ni. Ker takih grešnikov je tudi med svetnike veliko, da ne govorimo tudi o predsedniku vlade in še kom med poslanci. Mislim, eno tako presojanje. To bi vendarle se moralo drugače izpeljati. Dobro, to si je vzela, je bil dovolj velik na Kanglerja, da bi moral sam odstopiti, oziroma tisti svetniki, ki so ga izbirali občinski v Mariboru, ampak ta odločitev danes pa ni v redu. Lepo prosim za komentar, če sta ga že dala, se pa opravičujem, ker ne gledamo daje od začetka. Nekaj o tem smo že povedali, ampak vendarle bi dal besedo še enkrat gospodu Pirnatu. Zdaj, v bistvu, tu si je mandatno-imunitetna komisija v bistvu vzela pač enostavno pravico, da ne glasuje, da ne potrjuje mandatov v celoti, mislim, kar je res v bistvu presedan. Mislim, verjetno nekih zakonskih osnov za to ni imela, v bistvu, da ne bi potrdila mandate, razen če bi bil problem pri volitvah samih, v bistvu, iz nekih formalnih razlogov, koliko razumem, v bistvu. Če bi bil problem njegovega mandata v smislu, da je bilo kaj narobe z sam proceduro volitev, ali kako v bistvu, če prav razumem zadeve. No, gledajte, kot sem že prej povedal, seveda ne vemo vseh okoliščin, ne vemo tudi razlogov, zakaj se, vsaj jaz jih ne vem, tako mandatno-volilna komisija, kot tudi državni svet tako odločil. Da je gotovo, seveda mora mandatno-volilna komisija imeti neke argumente, na podlagi katerih sklepa, da je prišlo bodisi v postopku kandidiranja ali v postopku izvedbe volitev do nekih nezakonitosti ali nepravilnosti, zaradi katerih je mandat sporen in potem seveda o tem spornem mandatu odloča posebej. To se je zgodilo in jaz lahko samo ugibam, kakšni so bili. Že prej sem pa povedal, seveda, da se vendarle, jaz se sicer strinjam z gospodom Lubejem, lahko da na koncu Ustavnemu sodišču ne bo preostalo nič drugega, kot da potrdi mandat, ker Ustavno sodišče lahko tudi potrdi mandat Kanglerju. Vendar pa imam nekaj resnih pomislekov. Torej, če je sistem volitev v državnih svetnikov, zlasti tistih, ki predstavljajo lokalne interese, tak, da pripelje do tako nelegitimnega rezultata, potem se pa lahko sprašujemo resno o ustavnosti takega sistema volitev. Posredne volitve niso sicer same po sebi neustavne, ampak če pripeljajo brez kršitev do takega rezultata, je z njimi nekaj narobe. Poleg tega, jaz sem prej rekel, ne vem, ne poznam okoliščin, vendar dejstvo, da je prišlo do tako velike razlike med voljo ljudi in pa dejanskim glasovanjem elektorjev, tako imenovanega volilnega telesa,
je lahko vzbujalo pri članih državnega sveta upravičen dvom, ali je bilo s temi volitvami vse v redu. Ne vem, ali je bilo ali ne. Vendar pa vsaj to, da so lahko izločili in o tem glasovali posebej, je mogoče tudi najti neke argumente. Se pravim, ne trdim, da se bo res dalo najti razloge in to prepričljive razloge, na podlagi katerih pravzaprav na koncu mandat Kanglerja ne bi bil potrjen. Kaj pa to, kar je gospod Lube rekel, da bi v bistvu, da lahko Ustavno sodišče razpusti državni svet v celoti in razpiše nove volitve zaradi tega? Ne vem, da bi imelo takih pooblastil, to ne more. Nisem tega rekel, če lahko. Jaz sem sam predlagal, da pač državni svetniki vsi odstopijo in bo problem pač rešen, pa bomo imeli nov postopek, ki bo legalen in legitimen, pa bo stvar rešena. So to, da zaradi tega lumpa morajo pa vsi odstopati. To je malo čudno. Smo vsi krivi ali pa nismo krivi. Jaz se bolj nagibam k temu, kar je kolega Pirnat povedal. Mislim, da se slepimo. Jaz mislim, da treba pač povedati, ne vem, kaj točno mislite, da se je zgodilo, ampak elektori so potrdili oziroma izvolili Kanglerja in tako kot so ga izvolili v vseh drugih volilnih telesih. In tukaj težko reči, da bi lahko bilo kaj narobe, razen če so bili pod nekim pritiskom hobotnice, mariborske. To je edino, kar bi morda, tako ste verjetno mislili. V tem smislu se mi zdi, da je to samo začasna odložitev potrditve Kanglerjevega mandata. Pa saj smo imeli podobne primere, verjetno že kdaj. Zdaj, zanimivo je mnenje gospoda Jerovška, ki pravi, da ne glede na to, kaj si mislimo o gospodu Kanglerju, ima on sodno pot naprej, kajti moralni kriterij ne more biti razlog za zavrnitev mandata in dodaja še, da nekomu boste, ne da bi bil obsojen za vrat obesni neko amoralnost in ga na podlagi tega izločili iz izvoljene funkcije. V bistvu to se mu zdi nesprejemljivo. Zdaj, mogoče bi še to pokomentirali gospod Hanžek. No, ne gre samo za vprašanje moralnosti pa nemoralnosti. Ima 10-12 koliko kazenskih ovadb. Tole nebrž ni samo stvar moralnosti. Recimo nekaterim drugim, ki so v podobnih položajih, so potrdili mandate brez problemov. Ja, jaz sem trdek za to, da se še tistim, ki so ponarejali spričevala, ki so nemščino drugi delali in tako naprej, enako vzame s tem, da bi najbrž morali v Sloveniji to bolj natančno definirati. Da bi avtomatsko to pomenilo, da nimaš. To pomeni, da bi morali v ustavi to zapisati ali v zakonih, ali kaj, ali je to možno, v bistvu, gospod Pirnat? No, gledajte, da seveda tu ne moramo fantazirati o možnostih, seveda obstojijo najbrž kakšne možnosti. Jaz nisem govoril o morali, tu najbrž je sploh škoda zgubljati besede o tem. Govoril sem o legitimnosti volitev, torej o tem, da morajo biti volitve take, da odražajo voljo tistega subjekta, ki ima pri nas po 3. členu ustave oblast, torej ljudstva, ljudi v Mariboru. In jaz mislim, da je ta volilni sistem, ne vem, ali je bil v konkretnem primeru zmanipuliran, ali pa je sam po sebi tak, da preveč omogoča to vrstne manipulacije, ampak dejstvo je, da je pripeljal do rezultata, ki je osupljiv in ki na vsak način ne zagotavlja legitimnosti izvoljenih predstavnikov lokalnih interesov, vsaj v konkretnem primeru. Izvolite še. Spet to, kar se že nekajkrat na različnih televizijah ponovno ponovil. Vsak uslužbenec ali vsak človek, ki prosi službo v državni upravi od snažilke naprej, mora prinesti potrdilo, da ni bil kaznovan, da ni v sodnem postopku. Funkcionarjem pa to ne. Že ta vprašanje diskriminacije je problematično. Če bi vsaj naredili vzporednico med odgovornostjo funkcionarjev in odgovornostjo zadnje snažilke v državni upravi, bi nekaj naredili. Tukaj je vprašanje legitimnosti. Treba je vedeti, da je tu neka pravna posebnost, kdaj nastopijo pravne posledice uvedbe kazenskega postopka. To ni že vsaka tako imenovana preiskava o predkazenskem postopku. Zdaj,
Tisto, kar je bolj verjetno sporno v primeru Kanglerja, je, da je protikorupcijska komisija ugotovila, da je ne samo storil neko dejanje korupcije. To se je mnogokrat dogajalo in tudi funkcionarji so odstopali zaradi tega, kar je v redu. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da je on sistematično uporabljal svojo funkcijo za korupcijo. To je pa resen očitek. In mimo takega resnega učinka pravzaprav očitka res ne moremo. Dobro. Jaz bi predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasi. Seveda vabim gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi in odločajo o tem, oziroma se izjasnijo o tem, o nekaterih ocenah, da celotne proteste oziroma demonstracije, da stoji za tem Levica, in pa pokličajo v studio ter seveda postavijo vprašanja našim gostom. Pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, gospod Lube, bi vas vprašal, Stojan Avar, ki bi moral biti tudi na nocojšnji oddaji, pa pravi, da je imel prometno nesrečo v Mariboru nocoj in ni prišel, pravi, da pri tem je včeraj umaknil svoj podpis pod zahtevo za sklic izredne seje Mariborskega mestnega sveta, na kateri naj bi razpravljali o samorazpustitvi mestnega sveta, in pravi, da za temi Facebook profili ljudi, ki pozivajo na ulice, da ne gre za igro razočaranih, temveč za igro propadlih politikov, ki socialno stisko in obup zgolj izkoriščajo za doseganje lastnih ciljev. Pa me zanima, glede na to, da verjetno poznate, kdo se pojavlja na teh Facebook profilih, ki se pravzaprav preko katerih poteka organiziranje teh protestov. No, to je nora trditev, po moje. Jaz mislim, da ne drži. Jaz mislim, da moramo po moje razumeti, kaj se zdaj dogaja v Sloveniji. Zdaj imamo to neko Facebook revolucijo, in to pomeni, da so se zelo običajni ljudje, lahko da je za kakšno skupino, tudi kakšna organizirana skupina, kakšna stranka celo. Da, znotraj. Veliko je teh skupin zdaj, ampak večinoma gre, kolikor imam jaz pogleda, gre za zelo običajne ljudi, ki so se znajdeli v središču dogajanja. Ker so kar naenkrat imajo neko moč, recimo, da jim tem Facebook stranem sledi recimo 10.000, 20.000 ljudi. Se pravi, to je lahko študent, ki je jezen recimo lahko ali na župana Jankoviča ali pa na župana Kanglerja, ali pa nek obrtnik, ki odpre recimo, ne vem, lahko Facebook profil proti vladi, Facebook stran, in kar naenkrat dobi 10.000 članov skupnosti Facebook. In kar naenkrat pride v središče dogajanja. Tako da to ne drži v veliki večini primerov. Jaz bi prosil režijo, če ima vprašanje za naše goste, oziroma dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Armand iz Pirana tukaj. Ja, izvolite, kar postavite vprašanje. Jaz bi imel vprašanje za gospoda Žnidaršiča in gospoda Hanška. Okej. Ja, prvo bi vprašal, zakaj se na vsedi državnih zborov v bistvu izredna seja državnega zbora in tam določijo v bistvu definitivno, koliko slovenski delavec potrebuje za preživetje meseca. Namreč, kaj se to dogaja? Da imamo danes plače razpon razlike med 101. Namesto da je bilo 5-1 v tej krizi, ko je danes ekonomska Slovenija. Drugo vprašanje z unim gospodom, ki je rekel, da so na cesto prišli levičari pa desničari. Jaz se s tem ne bi strinjal, ampak mislim, da so prišli pretežno lačni ljudje na cesto. In to v državi danes, kot je, se mora tudi nekati. To je moje vprašanje. Dobro. Hvala lepa za vaš klic. Izvolite, mogoče gospod Žnidaršič pa gospod Hanžek boste odgovarjali na to vprašanje. Kar zadeva Demokratično stranko dela, ves čas zagovarja take plače, ki bi bile toliko nad pragom revščine, da bi bila pokojnina po 40 oziroma po novem 45 letih nad pragom revščine. Danes pa so plače pod pragom revščine, pokojnine pa seveda take, iz takih plač, da mora tisti, ki je delal vse življenje, naslednji dan, ko se upokoji na Center za socialno delo, po razliko za kruh. In v tem smislu sem sam kot parlamentarec vedno podpiral dvig plač nad prag revščine. In to smo v prejšnjem mandatu tudi naredili, vendar se je medtem
prag revščine nekoliko dvignil, medtem ko so plače ostale spet pod pragom. In to je nevzdržno. Mi smo prepričani, da mora najenostavnejše delo za poln delovni čas zagotavljati plačo nad pragom revščine, se pravi nekaj nad 600 evrov na mesec neto. Gospod Hanžek, zdaj, koliko naj bojo te, v bistvu, gospod je govoril tudi o teh razlikah v plačah, ne, recimo 1:5 razmerje, kakšno naj bo razmerje v plačah, v bistvu? Ja, zdaj vprašanje, javni sektor, kjer lahko država določa, in privatni sektor, kjer pač lahko gre do nebesa. Večkrat ugotavljamo, da je slovenska družba zelo egalitarna, ne, in ne prenese kakih velikih odstopov. Ja, v Sloveniji je Ginijev koeficient, ki meri neenakost, recimo podoben, kot je norveški, švedski, tako da smo res med... Skandinavskimi. Kot skandinavskimi, podobno. Ali pa japonski, azijski tigri so približno tako, kot je v Sloveniji. Ampak to seveda skriva ekstreme gor in ekstreme dol. In problem je, da ni problem, mislim, problem je, da ne smemo gledati na povprečje oziroma ne moremo družbe ocenjevati po njihovih bogatih ali tistih, ki lahko preživijo, ampak po tistih, ki ne morejo preživeti. In tukaj se tudi Stranka za trajnostni razvoj zagovarjamo, dostojanstvo vsakega človeka mora biti zagotovljeno z dostojno plačo, z dostojno socialno varnostjo in tako naprej. Jaz mislim, da imamo še en klic, režija. Izvolite, dobro večer, če imate kakšno vprašanje, izvolite. Dobro večer. Ja, izvolite, kar ste v živo. Izvolite. Dobro večer. No, jaz imam pa vprašanje za gospoda Hanžka pa za gospoda Žnidaršiča. In sicer, kako je z dvojnimi merili. Po eni strani je bila zdaj ta zmaga gospoda Pahorja pri 40% udeležbi, ni bila nič uredna. Zmaga gospoda Jankoviča pod zelo podobnimi pogoji v Ljubljani s procenti je bila pa pompozna zmaga. Dobro. Hvala lepa. To je eno vprašanje. Se mi zdi, da gre tukaj izrazito za dvojna merila in zares za, ne vem, za precej čudne, bom rekel, manipulacije. Dobro. In drugo vprašanje bi bilo pa seveda tudi gospodu Hanžku, ki je prej povedal, da pač zaradi ene, ne vem točno, kako je rekel, barabe ali lumpa, da ne morajo cele zadeve ponavljati in tako naprej. Kolikor smo imeli občutek, pa on pa recimo ljubljanskega župana pa podpira. Dobro. Ima pa res še 10-krat več masla na glavi, kot pa gospod Kangler. Izvolite, gospod... Jaz ne vem, kje je ta gospod videl, da ga jaz podpiram, ker z nič nimam, ker na volitvah sva konkurenta. Vsaj 3-krat sem na televiziji povedal, ko so me vprašali, kaj mislim o predsedniku vlade ali Janši ali gospodu Jankoviču, sem rekel, nobeden od njiju ne bi smel biti zaradi postopkov. To, da kje je to slišal, da jaz njega podpiram, ne vem. Ga ne podpiram. Sploh bi bil pa, kako pa rekel, nor, da bi svojega konkurenta na volitvah podpiral. Jaz nisem namreč, ne bom rekel, kaj se vsem. Drugo pa, glede volitev predsednika države, nikoli nisem rekel, kaj že bi rekel, da... Gospod je rekel, da je vprašanje legitimno. Mislim, da se postavlja zdaj vprašanje legitimnosti zaradi 40% volilne udeležbe. Nisem jaz nič rekel, da je kakšen problem z legitimnostjo. Po zakonu ali pa legalnosti po zakonu, če bi eden prišel, jaz sem bolj, če sem odkrit, se spraševal, kaj je slovenskimi volivci, tistega, ki jim je lansko leto sprejel zakon, po katerem so ukinjali socialne pomoči, zmanjševali penzije, zmanjševali
štipendije, ukinjali varnostne dodatke in tako naprej, voljo za predsednika. Samo to sem se vprašal, ampak zdaj ni kaj. On je predsednik in ga moramo kot predsednika, kako bi rekel, priznati in spoštovati. Kaj pa pravite, gospod Hanžek, na ta očitek, ki je bil izrečen v bistvu pred volitvami, predvsem strani predsednika vlade, da so te demonstracije predvsem namenjene predsedniškim volitvam in da se bodo umirile potem zaradi tega, ker pač je bilo jasno, da gospod Turk ne bo dolgo na volitve, da bo izgubil te volitve. No, so ga dejstva postavila na, ko bi rekel, ne bom rekel laž, ampak so ga demantirala. Te demonstracije so še vedno naprej. Tako da ampak zdaj se mi zdi, te, ki so zdaj tedensko organizirane, ne vem, pride 20-100 ljudi, v bistvu dost manj masovne so, odkar je pač po dogodkih v Mariboru, v bistvu, mislim, dost manj ljudi prihaja. Zdaj je to posledica zime in bo zima rešila pač sedanjo politično garnituro do pomladi ali je kaj drugega, oziroma ali so izgubile te demonstracije svoj naboj? Ne, ljudje ne morejo. Jaz sem tudi 3-krat zapored šel, 4-tič pa ne more. Ne moš vedno hoditi, ampak jaz nisem prepričan, da bo izgubile. Zima teh demonstracij zanesljivo ne bo zavrla. Jaz mislim, da je edino to, malo bom hudobno povedal, ampak resnično, edino, kar bi lahko demonstracije ustavilo, je, da ta vlada uporabi tisto, kar je pred 5 leti v Ambrusu uporabila. Ko so ljudje demonstrirali in zahtevali odhod neke romske družine, je ta vlada nezakonito odpeljala predmet demonstracij ljudi. Zato, da je ljudi pomirila, je to romsko družino odpeljala v Postojno. In na enak način bi zdaj naredili. Namesto, da se nekaj zmrdujejo, naj odpeljejo predmet demonstracij, to se pravi tiste politike, ki ponarejajo sprečevala. En predmet demonstracije, če se tako izrazno, je umaknjen. V bistvu to je bil gospod Kangler. No, to je eden, ampak niso samo mariborski, tudi v Mariboru. Tiste politike, ki pošiljajo druge na nemške izpite, ki ponarejajo sprečevala in tako naprej, jih ne odpeljejo počakati v Postojni, tista hiša živi, sem prepričan, da bojo ljudje donehali demonstrirati. Naj enak kriterije, kot so jih takrat uporabili, zdaj tudi naredijo. Malo je žleht, ampak dajmo biti enkrat dosledni. Če imamo kakšno vprašanje, režija, ali pa izvolite, gospod Žnidaršič. Sam sem dolžan odgovor poslušalcu, ki je ocenil, da je nekdo tukaj izjavil, da zmaga predsednika republike ni nič vredna. Tega nihče tukaj ni izjavil in o tem se ni govorilo. Pravzaprav je veliko vredna ta zmaga, predvsem za zmagovalca. Drugo je vprašanje, koliko bo vredna za vse nas. Ampak tega ni bilo, to ni bilo rečeno, sam sem samo komentiral, kako se je zmagalo. To je pa nekaj drugega in za tem, kar sem rekel, stojim in nimam nobene slabe vesti v tem smislu, čeprav, poudarjam, spoštujem predsednika republike in inštitut predsednika in kapo dol, tukaj nikaj. Samo način, kako je do tega prišlo, je pa druga zgodba. Dobro. Mislim, da imamo klic v studio. Izvolite, dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Imamo koga na liniji? Dobro večer. Je kakšno vprašanje? Ni več. Dobro, jaz bi seveda na tej točki nadaljeval. V bistvu zdaj to je zanimiva dilema, ne glede na to, da so bile pač pri gospodu Kanglerju posredne volitve in so ga pač izvolili elektorji, ampak v bistvu vendarle se priznavajo rezultati volitev še v Sloveniji, gospod Pirnat, v bistvu, ali bo ta, v bistvu, bi rekel, destrukcija sistema šla do konca, v bistvu, ne.
kakšen scenarij vi vidite pravzaprav, kako se bodo te zadeve odvijale v prihodnje, ne? Oziroma ali je sploh s temi demonstracijami, vi vidite kakšno, da lahko te demonstracije prinesejo kakšno alternativo? Prej je gospod Hanžek rekel, da zahtevate predčasne volitve, če sem vas prav razumel, in novo politično garnituro. Mislim, lahko te demonstracije sploh prinesejo tako, kot so zastavljene, ne, v bistvu zdaj, in glede na dogajanje zadnje, lahko prinesejo neko alternativo v Sloveniji. To jaz težko ocenjujem. Glejte, jaz sem pravnik in se ne ukvarjam z sociološkimi pojavi tako podrobno. Torej, najbrž lahko. Končno sem sam bil udeležen v nekem gibanju, ki je prenesla precej izrazito alternativo. Mislite leta 88, 89? Ja, leta 88, 89, za volitvami leta 90. Tako da tega nikakor ne kaže podcenjevati. Tisto, kar pa je treba seveda nujno poudariti, pa je tole. Demokratična ureditev, ki temelji na delitvi oblasti in na načelu pravne države, prvi 3 členi ustave, je dobra in je ne smemo spreminjati zato. Jaz se celo bojim, da bi kdo izrabil te dogodke, torej izrabil izražanje ljudi, zlasti seveda tam, kjer so demonstracije zaradi provokatorjev pripeljale do nasilja, zato da poskuša na tak ali drugačen način demontirati te temeljne demokratične... Mislite uvesti izredne razmere v državi? Nisem mislil nujno to, mislil pa sem konkretno z tistimi deli predlogov, ki smo jih lahko videli kot predloge Socialdemokratske stranke, ki resno posegajo v načelo delitve oblasti, ki omejujejo neodvisnost sodstva in ki so zame absolutno in popolnoma nesprejemljivi in za katere sem že rekel, da so pot v totalitarizem. Mislim, da imamo klic v studio. Dobro večer. Dobro večer. Ja, izvolite. Mojca iz Maribora kličem. Izvolite. A mi lahko kdo pomaga pri mojem razmišljanju? Imeli smo demonstracije v Mariboru in kričanje je bilo gotov si lopov. In potem so bile demonstracije v Ljubljani in tam je pisalo lopov, radite imamo. Kakšna je to zdaj razlika? Prosim lepo z filozofskega vidika, to mene muče. Dobro. Lahko noč. Lahko noč, hvala lepa, gospod Lube. Mislim, da boste vi to znali najbolj pojasniti, kot neposredno udeležen z demonstracijo. Nisem bil niti na demonstracijah proti Kanglerju, niti proti Jankoviću. Mogoče bolj za šalo, mogoče bi bilo treba demonstracije proti županu Jankoviću organizirati v kakšnem drugem mestu, pa bi bile uspešnejše, ne? Ker očitno Ljubljančani očitno niso še toliko mobilizirani, da bi bili proti njemu. No? To, je treba mu priznati, da je popularen v glavnem mestu. No. To se pravi, je njegova pozicija, mislite, drugačna, mislim, popolnoma drugačna, kar se tiče podpore odnosa meščanov do svojega župana je drugačna, ampak kar zadeva pa odnosa pač državljanov do politične elite nasploh, se mi pa zdi, da pa ni tako zelo drugačna. No. Se mi zdi, da pač ljudje so jezni na ta politični razred, ki se je pač usidral pač v Sloveniji na oblasti. No. Ampak kaj se dogaja recimo na Facebooku? Vi spremljate, pišete sami na Facebooku in spremljate zadeve, kaj se zdaj recimo trenutno dogaja, kaj se komentira v bistvu? Kakšne so pravzaprav pričakovanja od teh demonstracij vse slovenske vstaje 21. decembra, ki se napoveduje, zaradi katere je bila tudi pravzaprav predstavljena državna proslava in mislim na 22. december, ko bo tudi inauguracija novega predsednika države. Mislim, težko je spremljati razprave na Facebooku, ker so zelo razpršene pač in je to praktično, kot da bi hoteli spremljati razprave v vsakem slovenskem, ne vem, kafiču ali pa gostilni. Tako da to so zelo razpršene razprave. Zdaj trenutno jaz mislim, da se dogaja to, da se vzpostavlja nek proces artikulacije zahtev strani različnih skupin, ki demonstrirajo. In zdaj, ali bo to se lahko zdaj razvodeni
ne pride do poenotenja, ali pa mogoče se pa bo vendarle našla skupna pač nekaj osnovnih skupnih stališč in zahtev, ki bodo pripeljale potem tudi do mogoče malo bolj organiziranega odpora proti eliti. Dobro, jaz bi prosil režijo, mislim, da imamo klic v studio. Dobro večer. Dobro večer. Ja, dobro večer. Hvala lepa, gospa je zelo jezna. Zdaj, mislim, seveda, mi smo pričakovali vprašanje, ne pa kletvic, ampak v redu, mislim. Kletvice so, povejo svoje. Glede na čas, ki je trenutno, v bistvu ni nič presenetljivega. Ampak mogoče bi vprašal, vi ste danes imeli neko skupno tiskovno konferenco še z nekaterimi, z liberalno demokracijo, pa še z nekaterimi drugimi strankami. V bistvu, kaj ste hoteli povedati, oziroma kaj pričakujete od teh demonstracij 21. decembra? Ja, v Demokratični stranki Dela vidimo te demonstracije kot zahtevo potem, da oblast povrne zaupanje, ki je bilo med volivci takrat, ko so bile volitve. Namreč oblast je bila legitimno izbrana, potem pa je z vrsto svojih ravnanj zaupanje začela zgubljati. In v tem smislu vidimo demonstracije kot skrajni način izražanja nezaupanja. In če povzamem recimo predsednika vlade, ki je v prejšnji opoziciji govoril, ko pade podpora vladi, javnomnenjska podpora pod 30, mora vlada odkorakati in tako naprej. Ampak kaj je vaš cilj, recimo? Ni bilo, bom povedal, ni bilo demonstracij, pač pa je bil referendumski način rušenja prejšnje oblasti, seveda takrat popolnoma legitimen. Danes, ko so takratni opozicionisti, bi lahko rekel, na oblasti, pa naj bi ta inštrument več ne bil ta pravi. No, kar zadeva naše cilje, naš cilj ni nič drugačen od tistih, ki zahtevajo odgovornost te oblasti do volilnega telesa v tem smislu, da ne delajo tega, kar nam škoduje, ampak da ravnajo tako, da bo dobro za ljudi. Ker se to ni zgodilo, so za nas ti protesti upravičeni in mi podpiramo te proteste po njihovih zahtevah, ki zahtevajo ohranitev socialne države, potem pravno državo v smislu sankcioniranja tistih, ki so škodo naredili in seveda radi bi in mi tukaj stojimo trdno za to zahtevo, da se ohrani demokracija, ki je na preizkušnji, da ne rečem, da naglo izginja, kajti oblast se ne more otresti svoje vizije, ravnanja, ki pa diši po klientelizmu, korupciji, nepotizmu in tako naprej. To smo videli, brali vsak dan in tako dalje. To je to, kar je. Vsebina nas zanima, je pa, se pravim, če druge poti ni, potem je protest tista oblika izražanja ljudske volje, kar zadeva zaupanje, ki bi ga morala vladajoča garnitura upoštevati in se na ta način izogniti možnim, bi rekel, posledicam, če bi ti protesti trajali preveč dolgo, če bi se morali ljudje vedno znova zatekati k referendumski blokadi odločitev, ki so slabe. Druge poti tako ni, v parlamentu se ne da, ker ima koalicija večino, se pravi ljudstvu in civilni družbi in sindikatom in vsem nam je ostal referendum kot poslednja demokratična možnost za blokado slabih rešitev, poudarjam. Ne pa blokade dela vlade, ki naj bi se trudila za izhod iz krize. Bom takoj dal besedo, samo v bistvu mislim, da imamo še en klic, seveda prejšnji klic je dokaz, da oddaja poteka v živo in da pač imajo gledalci možnost povedati, karkoli si že mislijo. Ja, brez cenzure. Izvolite, dobro večer. Dober večer, želim Mija Štukar pri telefonu. Jezi pa
vprašala, najprej vse lepo pozdravljam v studiu. Hvala. Izvolite. Bi pa vprašala gospoda Hanška pa gospoda Žnidaršiča. Mal bi se vrnila sicer nazaj. Ja, izvolite. Odkot bi ona dva vzela denar, ki ga ni, in bi ga potem delila? Odkot? Kako konkretno? Če bi bila predsednika vlade, kako bi ona dva to fizično naredila, da bi se to uresničilo, ne? In kako bi obsodila v narekovajih tiste, ki so kradli, ali bi jih odvlekla v zapor, ali kaj bi naredila? Se pravi, ni tle zdaj populistično govoriti, pa vse nasplošno govoriti. Mislim, da se morata zavedati, da je dosta stara, da ljudje več nismo tako naivni in pač ne teh besedic in vseh obtoževanj in imamo vsega dejansko dovolj, da naj nekaj naredijo ali pa naj so rajš tiho. Ker moje mišljenje je tudi to, da je boljše, da bi prepustila mlajšim prostor, te stolčke, ker bojo mlajši lažje reševali stvari, ker niso obremenjeni z preteklostjo. Dobro. Hvala lepa. Lahko noč, izvolite, gospod Hanžek. Z veseljem mlajšim prepustim. Žal samo jih ne vidim dovolj. Jih je premalo. Drugo, jaz nisem bil v nobeni vladi, na nobeni funkciji, razen na funkciji kontrole vlade, ker pa tisti, kjer se spomnim, sem imel hude težave, ker sem opozarjal na napačne poteze, tako leve, kot govorimo, kot desne vlade. Bil sem skozi 2 vladi varuh človekovih pravic. Tako da, če imam kakšne zgodovino, imam pozitivno zgodovino upravljena s tem, da sem pa ves čas prej in tudi kasneje se ukvarjal z razvojem in sem ves čas nekaj takih debelih knjig je, ki so jih Združenih o razvoju, ki so jih Združenih narodih celo proglasili za ene najboljše v svetu, ki jih pa slovenska politika niti povohati ni hotela. Kje pa je denar? Samo še to rečem. Denar, ne da ga ni. Je. Vsako leto zgine v davčne oaze 1,5 milijarde. Samo, če bi polovico tega denarja doma ostalo, bi bilo dovolj. Leta 1996 je slovenska vlada znižala prispevke za pokojnino delodajalcev od 15 na 8%, kar je šlo, mislim, da 6 milijard in tako naprej. Tukaj je samo še kaj. Filanje bank in tako naprej. To je denar. Jaz bi samo pozval še gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi in sicer, da pokličejo 09032221 in glasujejo ali se strinjajo z nekaterimi ocenami, da so pač ti protesti oziroma vstaje organizirane strani ene politične opcije in sicer konkretno Levice. Mislim, da imamo še eno vprašanje. Dobro večer. Dober večer, želim. Izvolite. Hvala. Zelo prijetni sogovorniki ste vsi. Hvala. Želela, da bi tudi bila taka naša vlada. Samo žal vas tam noter ni. Rada bi pa povedala, vsi veste, da kričimo po pravni državi in da se ta mafija spravi ven iz vlade. Ampak nišče ne čuje. Jaz ne vem, ali so sami gluhi in to zelo, zelo nas moti, ker kričimo, resnično kričimo po pravni državi in to ni pravna država, ker nismo vsi ljudje enake. To se zdaj vidi in zato nastajajo take, mislim, ko ne bi trebalo biti, ne? In jaz se prav vsem zahvaljujem in rada bi vedela, zakaj, če veste vse to, zakaj se to ne ukine. Dobro. Najlepša vam hvala za odgovor. Izvolite. Jaz sem bil vprašan, kje bi vzel denar, da bi ga delili. Prvič, ni bilo govora o kakšni delitvi denarja. Zagotovo pa bi država lahko posegla po izterjavi prispevkov za socialno varnost, 0,5 milijarde neplačanih, 850 milijonov evrov neplačanih davkov je v tej državi. Nekaj premoženja imajo člani nadzornih svetov, ki bi morali z svojim premoženjem jamčiti in odgovarjati za slabe odločitve, recimo bank, ki so dajale kredite na lepe oči. Na vsak način bi lahko vlada uporabila zakon o zaplembi premoženja, ki je bilo
nezakonito pridobljeno, ker ta zakon velja in v enem letu bi zagotovo lahko vsaj kakšnih 10 ali 20 tisoč ljudi v tej državi vprašali, odkot jim premoženje in tako dalje. Se pravi, tudi nekaj bi se dalo zajeti denarja iz skladov za vzdrževanje zgradb in odpreti kakšnih 10 tisoč delovnih mest za izolacijo hiš, ker so tam sredstva in ne bi bilo treba državi posegati po kreditih in tako naprej. Skratka, kar nekaj variant je, da ne rečem delo na črno. Ta oblast, ki danes nima ideje, ki je dobiti denar, je z referendumom zrušila zakon o preprečevanju dela na črno, kjer se zavrtijo debele milijarde, iz katerih niso plačeni davki in prispevki. In zato nam gre slabo, med drugim. Zato očitki tej vladi niso prazna stvar. Jaz bi samo prosil, seveda bomo režijo, če nam pokaže oglase, po oglasih pa v bistvu vendarle gremo na konkretno, kako bo ta oblast odreagirala oziroma kako je odreagirala na te demonstracije in kakšne so pravzaprav alternative. Po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol, zdaj glede na to, da se gospodu Pirnatu malo mudi, pa bi imel vprašanje za njega, kako se bo ta garnitura odzvala na te proteste oziroma zdaj nekaj ljudi je bilo zaradi teh nasilnih demonstracij priprtih. V Mariboru smo bili priča, da so bili izpuščeni pa ponovno priprti in je v bistvu tudi demonstracij na račun tega, kako daleč v bistvu je pripravljena ta oblast oziroma kje je tista točka po vaši oceni, kjer glede na to, da ste enkrat že sodelovali v takšne, kot ste rekli sami, v 80-ih letih v podobni zgodbi, v bistvu zadnjič je bilo precej zanimanja za srečanje Janeza Janše, Igorja Bavčarja pa Toneta Krkoviča oziroma recimo v Egiptu, v bistvu, ko so bile te demonstracije, je vojska enostavno postavila tanke na ulico in rekla, da pač naj se dogovorijo. V bistvu, kako daleč lahko gre pri nas ta zadeva? No, mislim, da kaj tako hudega ni pričakovati. Zlasti, ker tankov nimamo. Malo. Ampak, no, šalo na stran. Poglejte, tisto, kar je bistveno za to, da te demonstracije ne uidejo iz rok, je, da če je za temi demonstracijami želja po resnem sodelovanju pri političnem odločanju v družbi, se morajo organizirati. Se morajo pokazati, v bistvu, ljudje, ki so... Ne sem pokazati, organizirati. Veste, Facebook profil preprosto ni dovolj. Obstajati mora resnična politična organizacija. Ampak recimo vse te arabske revolucije so potekale preko, v bistvu so padali, so režimi zaradi... Veste, ampak to so samo izrabile organizacije. Muslimanska bratovščina, torej skratka, povsod, kjer se ljudje, ki avtentično nosijo interese, ne bodo sami organizirali, bo njihov protest izrabila kakšna druga organizacija. To se morajo zavedati. In zato je tako pomembno, da se organizirajo in na tem resno delajo. Jaz vem, da v tistem času sem pač za tiste cilje, ki sem jih takrat dojemal, tudi resno delal. In to ni samo hoditi salonsko vsak tretji popoldne ali pa vsak enkrat na teden na demonstracije. To preprosto ne zadošča. Zdaj, kako se bo oblast odzvala, jaz ne vem. Jaz sem skoraj prepričan, da bodo razumeli, da je situacija zelo slaba in da bodo tudi v določenih delih spremenili svojo politiko. Jaz sem tudi prepričan, da bo to seveda povzročilo določen stres za koalicijo. Vendar, gledajte, tisto, kar moramo najbolj paziti in tega se moramo pa vsi zavedati, je, to dogajanje ne sme nam uiti iz rok pravne ureditve političnega sistema. To je najbolj važno. To ne se organizirajo, ne ustanovijo politične stranke in potem seveda... Pri nas se lahko do volitev pride samo na en način, kot veste, torej do predčasnih volitev. Torej, če tudi po drugem poskusu nimamo predsednika vlade. Torej, to je edini razlog. To se pravi, bi moral v bistvu nekdo predlagati glasovanje o zaupnici vlade. Do tega je relativno težko priti, zdaj. In kljub temu pa ni nemogoče. To se je že zgodilo, če bo koalicija sama prepričana, da je že izgubila legitimnost, se to tudi lahko zgodi. Moja poanta je, ljudje, ki
protestirajo, naj svoj protest ubesedijo, organizirajo in ga potem prikažejo kot resno politično silo. In seveda delujejo v okviru političnega sistema, ker seveda sicer pa res lahko vodi do tistega, kar ste povedali, kaos. Kaj pa te nasilne demonstracije, ki so bile, oziroma te špekulacije, da so bile to nasilje, da je bilo politično, da je bilo celo plačano z nekaterih političnih vrhov, oziroma, mislim... Glejte, zdaj to, ali je bilo plačano ali ni, ne vem, upam, da ne, ker če je bilo, potem sem pa zgrožen. Vendar, glejte, zaenkrat nimam jaz nobenega dokaza, da bi verjel, da zlasti, da so to kakšni politični vrhovi plačali. Nasilje je treba preprečiti. To na noben način ne morem sprejeti, da bi nekako tolerirali pod krinko protestov nasilje. Ne gre. To se meni zdi nesprejemljivo. In mislim končno tudi, da so te demonstracije potekale dovolj razumno. Večina demonstrantov so bili razumni in so se distancirali od razgrajačev. Tako da jaz tu ne vidim toliko problema, gotovo pri nas stvari niso ušle toliko iz rok, kot naprimer v Egiptu. Gospod Ljube, kaj pravite na to, kar je zdaj gospod Pirnat rekel? Mislim, da je daleč od tega, da bi bila sposobna, da bi bila te skupine, ki so se organizirale preko Facebooka in ki se vabijo na demonstracije, da niso sposobne neke resne politične organiziranosti v tem trenutku. No, mislim, tem procesom je treba dati vendarle čas. Kot sem že prej rekel, so vendarle to ljudje, ki še 14 dni nazaj niso vedeli, da bodo postali središče dogajanja, tako da verjetno potrebujejo čas, da se organizirajo. Ampak se pa absolutno strinjam s tem, ker verjetno bi bilo lažje se z oblastjo pogovarjati, če bi prišli z nekimi, če bi formulirali, kakšne so zahteve, oziroma kaj, s tem se strinjam, kar je dr. Pirnat rekel, da je potrebno se organizirati. Ker drugače zdaj vidimo, da že stranke se že znajo organizirati, sklicati tiskovno konferenco in se postaviti na neko stran, za katero sploh še ne vemo točno, kaj točno je, se pravi te demonstracije. Kakšna je ta nevarnost, da bo tera od političnih grupacij prevzela levica, oziroma kot se špekulira, ali pa v bistvu... Ne, to je edina nevarnost, da zaradi tega, ker bo nekdo hotel prevzeti te demonstracije, da se bodo te demonstracije za nekaj časa bodo razvodenele, ali pa bodo ljudje zmedeni, ne bodo več vedeli, zakaj pravzaprav bi šli na demonstracije, če se bo neka politična stranka začela postavljati kot tista, ki nosi zdaj ta ljudska gibanja naprej. Se pravi, politične stranke morajo biti zelo, po mojem mnenju, zdaj zelo tiho, če se le da, da pustijo tem novim gibanjem, da se artikulirajo. Če se bodo stare stranke, bodi si večje, bodi si manjše, bodi si parlamentarne ali pa neparlamentarne, začele vtikati v ta proces, ki se dogaja med ljudmi, potem je to gibanje lahko v nevarnosti, čeprav ni nujno. Mislim, kot sem hotel prej reči, na forumih, Facebookih, v teh skupinah se recimo o LDS-u ne pogovarjajo, niti o levovski stranki. O tem ozadju demonstracije oziroma o tem nasilju, kdo ga je oziroma je bilo organizirano? Tukaj se mi pa zdi mogoče, da bi vendarle bilo potrebno narediti eno resno preiskavo tega suma, da je nekdo stoji za tem nasiljem, se mi zdi predvsem v Ljubljani. Zdaj se mi ukvarjamo z nekimi protestniki, ki so bili, ne vem, če so bili, da ne bo me narobe kdo razume. Imamo neki ljudi zdaj v priporu, ne vem, če so ta pravi ljudje zdaj v priporu. Saj nekateri so verjetno pod vplivom množice naredili kaj narobe, mogoče bili nasilni, koga poškodovali. Jaz mislim, da bi bilo potrebno te ljudi spustiti ven, ker najbrž ni ponovitvene nevarnosti. Treba je pa raziskati, če je kdo insceniral te nasilne demonstracije. In tukaj se govori o nekih naročnikih. Mogoče sem še to vprašanje, glede kako bi morala oblast zdaj reagirati na te demonstracije. Jaz ves čas vlečem, dr. Pirnat to dobro pozna, leto 88-89. Takrat je Slovenska oziroma Zveza komunistov Slovenije v nekem trenutku spoznala, da je potrebno sestopati iz oblasti. Tako da bi jaz mogoče predlagal spet našemu političnemu razredu, da razmisli o tem, da bi na nek način sestopil iz oblasti.
In zdaj pač prepustil možnost tako znotraj strank. Ne smemo, mislim, stranke ni nujno, da se razbijajo te, kot so SD, LD, mislim, pač vse te stranke. Ampak morda bi bilo potrebno razmisliti, ali ti vrhovi naših strank so še sposobni pridobiti legitimnost, se pravi, mislim, široko zaupanje med ljudmi. Jaz osebno mislim, da ne. In zdaj, če je tako, potem bi morali nekako skleniti v dobro Slovenije, da se na nek pač nek tak meren način umaknejo in pač pustijo možnost drugim. Ker ljudi, ki bi vodili Slovenijo, je po mojem mnenju veliko, ogromno jih je. Še en klic bi sprejeli, pa bomo počasi bistvo zaključili. Izvolite, dobro večer, izvolite, na kratko. Gospod Vodošek, jaz imam pa vprašanje za vas. Ja, povejte. Naslov, ali se strinjate, da za slovensko stajo stoji levica, a se vam zdi v takšni situaciji, kot je zdaj naša država, to sploh pomembno? Vse so ljudje povedali, da niso ne levi, ne desni, so izigrani, oropani, ponižani in mislim, da je zadnji čas, da vi na vročem stolu in vsi mediji enkrat pokličete v vaše studije in opišete in predstavite, tako kot rečete, pa kot ljudje reče, vso tisto bando, vso tisto mafijo, ki je našo državo zrušila. Pa mislim, da vsi veste, kdo to so, sigurno pa niso ti 4 gospodje, ki tu noč sedijo, pa mislim, da je čas, da bodo ti 4 gospodje pokrenili zakon, ki je bil sprejet 1. maja, mislim pa, da gospod Žnidaršič to najboljše ve, kateri zakon, kako se bo vzelo premoženje, ki so ga pokradli, za katerega ne morejo dokazati izvor premoženja. Izvor njegovega, pravzaprav kako so prišli do njega. Samo to bi rada, pa se bo vse vzpostavilo nazaj. Pa čisto resno te ljudi pozapret, tako kot je prej rekla ena sogovornica vaša, pozapret. Ja, pozapret. Pa pobrati vse tiste njihove drage vile, vse jahte, ves denar na Cipru, posod, kjer ga imajo, pa ga pripeljati nazaj. Tako kot danes v Gorenju. Kdo je gospod Bobinac? Kaj je on postavil Gorenje? Mislim, da vi tudi veste, ker niste tako mlad, da ne veste, kdo ga je stavil po vojni, pa kaj so delali, pa kako so gradili, pa kako se tem delavcem godi. Vsem v Sloveniji. Mediji pa služite z vedastimi vprašanji, mi, cepci, pa vam tukaj dajemo služiti Telekomu, pa ne vem še komu, da odgovarjamo. Postavite se enkrat tja, kjer se morate, pa postavite pred ta ekran, ko ga zdaj jaz gledam, pa moj mož, tiste ljudi, ki so za to odgovorni, polih pa ne od tam odpeljajo z Maritor v res. Srečno. Hvala lepa za vaše mnenje. Zelo zanimivo je bilo, se strinjam z nekaterimi zadevami. Jaz bi prosil še, če nam pokažejo rezultate glasovanja, vendarle, ali za protesti stoji organizirana politična skupina oziroma ali stoji levica. Zdaj večina meni, da naj bi da so ti protesti vendarle instrumentalizirani oziroma da nekdo stoji za njimi, pa bi mogoče gospod Žnidaršič, vi ste hoteli tudi besedo, pa bi še prosil za to pokomentirati. Torej, tale rezultat je ponavadi aktivna udeležba določenih skupin, ki glasujejo po več stokrat za to, da ga prikrojijo. To je daleč od možne, saj vendarle vseh levičarjev v državi ni pol toliko, kot jih bilo na demonstraciji ali v Ljubljani ali v Mariboru. Tako da sam ne vidim v temle rezultatu. Bi pa en stavek povedal na tisto temo artikuliranja zahtev protestnikov. Ja, kdo bo to artikuliral? Kdorkoli bo to artikuliral, se mora zavedati, da sami protesti ne morejo spremeniti ustroja naše oblasti oziroma pripeljati druge garniture na oblast. Ureditev zahteva politično organiziranje, strankarsko kandidaturo na volitvah in tukaj je recimo zahteva protestnikov, da se stranke ne pojavljajo, da nimajo kaj tukaj povedati in tako naprej, bi rekel kratkovidna. Na koncu bojo morali ali stranko ustanoviti, ali se pa priključiti kakšni. Drugače ne morejo svojega glasa prodati za drugačno oblast. Še gospodu Pirnatu dam besedo, ker mora iti, če lahko še samo zaključek.
To sem itak sam povedal, torej, da ne bo šlo drugače, tudi najbrž ni pričakovati, da bi kar se stopili z oblasti na način, kot se je to zgodilo tam v začetku 90-ih let, pa še to nekateri izpodbijajo, ali v resnici šlo za sestop z oblasti ali ne. Zdaj imamo demokratično ureditev in tej demokratični ureditvi veljajo pravila igre in seveda ta pravila igre zahtevajo, da nisi samo proti, da moraš tudi biti za nekaj, da ustanoviš politično organizacijo, stranko za to in s tem programom greš na volitve. Drugače, po mojem, ne bo šlo. In v tem delu se gotovo s tem strinjam. Dobro, hvala lepa, gospod Pirnat, ker se mora posloviti, pa bomo dali še besedo gospodu Lubeju, v bistvu, izvolite. Ja, absolutno, mislim, se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da je potrebno artikulirati zahteve, ne, absolutno se strinjam, ne, ampak vendarle je treba dati čas ljudem, ki so bili pač kar nekaj let pasivni. Ne? Se pravi, govorimo lahko o mladih, ki se niso politično angažirali do zdaj in tako naprej. No? Tako da v tem smislu sem hotel prej nikakor ne dati kakršnokoli pač prepoved, mislim, se ni v naši moči ali pa v moji moči, ampak samo to, da morate imeti modrost, ne, politiki, da zaznate to, kar se dogaja pač v Sloveniji in da paste na to, da ne boste bolj prispevali k razvodenitvi pač procesov, ki potekajo, kot k njihovi mobilizaciji, recimo. Dobro, še gospod Hanžek, mislim. No, dve stvari. Že takoj na začetku sem začel govoriti o tem, da je treba te izraze proteste počasi artikulirati. Ampak se vas strinjam s kolegom Lubejem. Ampak vidite koga, ki jih je sposobno artikulirati v bistvu v tem trenutku? Pustimo posamezna imena. Mislim, da se kot v planeti počasi to združuje in bo se že kdo našel. Nekoč, recimo, tistem, ki smo prej govorili, koncem 90-ih, koncem 80-ih let je bilo to društvo pisateljev, ki je prišlo. Nekdo se bo zanesljiv. Pustimo, da se ljudje počasi še, seveda ne dolgo, ampak kakšen teden, 14 dni, do konca leta, se je december zdaj, sami dobijo to moč, da se artikulirajo. Drugo pa, če komentiram tistih 10-90, če ne mislite z levico, tisto levico, strankarsko levico, ki je v parlamentu, ki se ima za novo levico in tako naprej, ampak levico, tisti ljudje, ki imajo leve ideje, to se pravi solidarnost in tako naprej, potem sem jaz zelo navdušen nad tem rezultatom. Ker to namreč pomeni, da je levica edina zna prisluhniti zahtevi ulice, če je 90% prepričanih, da je levica za tem, ne pa desnica. Hvala lepa. Mogoče še samo za konec, gospod Lube, v bistvu samo na kratko, ker smo res že prekoračili čas, kaj se bo zdaj zgodilo s temi protesti 21. Pričakujete neke množične proteste oziroma kaj bo s protesti, kako da so se ločili protesti sindikalni in ti protesti 21. Ni samo, v tem smislu, kot ste vi govorili, ni samo levica. Jaz mislim, da so nezadovoljni tudi recimo simpatizeri SDS-a, SLS-a in NSI-a. Tako da v tem smislu, ja, vse vem, kaj ste hotel reči. 90, polsem resnica prepozna. Mislim, da ne, no. Mislim, da so zelo veliko ljudi nezadovoljnih tudi znotraj. Jaz sem govoril o rezultatu, ne. Ja, vse sem hotel še nek komentar dodati. Izvolite. Glede sindikatov, verjetno so se ustrašili, tudi je res neroden čas, recimo ob koncu šolskega leta, mislim ob koncu pač pred počitnicami organizirati nek protest, so verjetno pa mogoče tudi... Svojo kalkulacijo v bistvu. Ne, mogoče niti ne to kalkulacijo, ampak niso hoteli mogoče prevzeti tega protesta in mogoče pustiti pač... Se hoče še vedno le pogovarjati z vlado oziroma pogajati. No, pa tudi to, da pač ne bodo oni zdaj zajahali na ta protest 21. decembra in vzeli pobudo demonstrantom. Če smo malo naivni mogoče in vidimo nek motiv tudi v tem, da pač mogoče niso hoteli izkoristiti pač tega trenutka za svojo promocijo. Dobro. Jaz bi se na tej točki... Moramo biti naivni, drugače ne bomo nič naredili. Kako, gospod? Moramo biti naivni, drugače ne bomo nič naredili. Dobro. Na tej točki bi jaz zaključil seveda nocojšnjo oddajo. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji. Vam, spoštovane gledalke, pa hvala za pozornost in lahko noč.
Lahko noč.